Na ta dan je Rudolf Meister leta 1918 s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo in jo razpustil. S tem dogodkom pa je k Sloveniji priključil večji del slovenskega narodnega in govornega območja Štajerske in Koroške. Med tesnimi soborci generala Maistra pa so bili tudi Belokranjci. Zato so pred skoraj 3 leti v Metliki ustanovili Belokranjsko društvo General Maister, je na sinočni slovesnosti v počastitev državnega praznika poudaril predsednik društva. Jožko Slobodnik se je s svojimi vojaškimi dosežki izjemno izkazal v bojih za severno mejo. Poleg njega pa še Malenšek iz Semiča, general Lokar iz Črnomlja in številni drugi, dodaja Matekovič, ter poudarja, da je vizija društva, ki ga podpirajo vse 3 belokranjske občine, širjenje domoljubja, pa tudi prizadevanje, da belokranjski borci za Maribor in severno mejo ne utonejo v pozabo. Jaz sem prepričan, da bo društvo tako uspešno delovalo tudi naprej in da bomo po vseh 3 belokranjskih občinah se spomnili ljudi, ki so v tej prvi svetovni vojni dali svoje življenja oziroma dali tudi svoje vojaško znanje, da smo Slovenci lahko danes tukaj smo. Na sinočni slovesnosti, ki so se udeležili tudi predstavniki belokranjskih domoljubnih in veteranskih organizacij, je podpredsednik Zveze društev general Maister Vitko Roš slovesno razvil prapor belokranjskega društva v sodelovanju s predstavniki belokranjskih občin, ki so nanj pripeli spominske trakove. Naj vas ta simbol druži in navdaja s ponosom, je poudaril podpredsednik zveze, ki povezuje 24 slovenskih društev generala Maistra, velikega Slovenca in moža velikih dejanj, katerih veličine se premalo zavedamo. Domoljubje in pripadnost narodu pa je še kako pomembno tudi danes, je še dodal Roš.